Improvizacijsko gledališče ima tradicijo v Sloveniji že približno 25 let. Ta oblika gledališča pa je bolj kot ne centrirana v Ljubljani. S pojavom novih formatov nastopanja, kot je na primer Improliga, pa je nastala tudi skupina Banda Ferdamana, ki deluje že od leta 2005. Jaz bi mogoče rekel, da je v Ljubljani zaradi same tradicije, zaradi samih začetkov improvizacije v Sloveniji centrirano okoli 95% celotnega dogajanja. Imamo več kolektivov, imamo več skupin, več rednih nastopov. Deloma je to povezano tudi z samim prebivalstvom v Ljubljani, ker je več prebivalstva. Tako da mi imamo tukaj enkrat mesečno nastope, medtem pa ko v Ljubljani lahko 3 do 5 na teden ujamete kakšno impro predstavo. Delamo pa aktivno na tem, da razširimo improvizacijsko gledališče tudi v Mariboru, da čim več ljudi spoznajo to kot neko novo obliko sprostitve, neko novo obliko druženja in da se čim več ljudi v Mariboru zabava ob tej zvrsti teatra. Tudi se trudimo, da tudi mi impro malo še razvijamo, smo imeli impro lutke. Tako da to smo edini, tudi v Ljubljani nima improlutk, tako da smo v lutkovnem gledališču imeli 3 nastope že, tako da z lutkami improvizirali. Da se banda trudi ponesti to obliko gledališča na višji nivo, govori tudi dejstvo, da je obiskovalce KGB-ja, ki je včeraj pokal po šivih, nasmejala do solz. Na tem odru nastopajo enkrat na mesec. Zanimalo pa nas je tudi, ali je impro skupin na tem območju več. Ne, žal smo Banda Ferdamana edini, ki nismo na šolah, sicer mentoriramo na šolah tudi, Jasmina na gimnaziji Celje Center, jaz na prvi gimnaziji, zdaj se še nekaj v Pekrah dogaja, tako da imamo že tam eno malo skupinico, tako da banda se trudi širiti čim bolj, da ne bo vse v Ljubljani. Improvizacijsko gledališče vsebuje več različnih disciplin. Teh je ogromno in te ločijo predstavo na več delov oziroma prizorov. Banda se na vajah dobiva 2krat tedensko, kar pa ne pomeni, da se pripravljajo za dejansko predstavo. Če bi rekel 0,02%, ker če računamo matematično, v bistvu mi se ne pripravljamo na to, kar delamo. Mi vidimo tu predolge ljudi in na podlagi njih mečemo rezultate ven. Ja, ampak načeloma se pripravljamo, vseeno so neke zakonitosti pri impro gledališču, neke zadeve se da zvaditi. Predvsem to, kje držiš, kaj odpiraš, kako odpiraš. Neke zakonitosti se mora zvaditi, da ti pridejo v kri, ostalo pa prije bolj spontano iz trenutka, ko ti ga dajo gledalci. Naša ekipa je bila nad predstavo navdušena, pa obiskovalci. Vedno imajo neke nove fore, se ne ponavljajo, ne vem, dobri so. Ne hodim redno, bili so super, bomo še prišli. So full fine folk, znajo ga čakal narediti, znajo vrej improvizirati. Sicer to je bila moja prva takšna predstava, ampak mi je full všeč interaktivnost z publiko, pa všeč mi je bilo. Ja, zdaj na bandi sem drugič, so super, tako da res vsakič kaj novega pokažejo, presenetijo, tako da so res zakon. Dečke gremo, Matevž na dečke gremo. Matevž, ti danes vozi! Alaj, samo! Kdo gre na dečke? Še kdo vpraša, včeraj si imela rojstni dan, pripalijo na to. Koliko jaz vem, sem jaz vsi dečki, ki jih ti kadarkoli si ali boš potrebovala. Ljubček. Ti si mogoče samo za to leto, kaj delam to v tušu. In še želje bande za prihodnost. Da greš po ulici pa rečeš impro, pa vsak ve, kaj je impro. Tako da ja. Postaviti največje impro gledališče v srednji Evropi, kaj? Danes sem vas odjedel, čista resnica. Jaz se pa čujem, kaj pa jaz študiram.